Saj je ves cajt klanc, tak makadamski, ampak je tak precej tekaški, no. Pole srednji del je pa bolj strm, tako po stezici, tisto mi je pa bolj všeč, mi bolj odgovarja. Mikajo me recimo kakšne tekme še v Italiji, bolj zato, ker vem, da je tam tudi tako dobro vzdušje, res. Zaostala tako stopila na nogo, me je zabolelo. Pol sem ugotovila, da so bili eni copati verjetno krivi, sem jih odstranila in pol je šlo samo od sebe, no. Se nisem prav znašla v tistih pogojih, dosti blata, dež. Sicer je bil mraz, kar mi odgovarja načeloma. Te punce, ke tečejo bolj specifično v samospone in to, da so dostikrat bolj suhe, recimo. Jaz ne spadam glih med najbolj suhe tekačice v te klance, recimo. Spoštovane, spoštovani, drage gledalke, poslušalke in poslušalci podcasta Zagret za tek, to je 297 epizoda, zadnja marčevska v tem letu, ja, kdo bi si mislil, a ne? Pa še nedolgo nazaj smo jamrali, kako dolga je ta zima, zdaj pa že kar toplo in morate laufati. Ja, tako kot je moja današnja gostja to že naredila. Živjo, dober dan, Anja Mikuš. Živjo. Anja, si danes že tekla? Ja, evo sem. 6 kilometrov za eno aktivacijo pred tekmo za jutri, tako da ne preveč. Kakšna je aktivacija gorske tekačice? To pomeni, da moraš v klanec iti, da moraš biti po ravnem, kaj? Ja, vsega malo naredim jaz, tako ene, na 6 kilometrov rata ene 150 višincev, par stopnjevanj in to je to, nič kaj posebnega. Samo zato, da noge greš. Kam greš jutri, Anja? Jutri je Kokoš trail v Italiji, v Bazovici. Tokrat grem na daljšo, zdaj sem 2 leti tekla kratko, kar mi je bolj všeč, ampak letos sem rekla, da grem pa provat, no. V bistvu so me ostali sotekači spodbudili, da grem enkrat na daljšo, pa sem rekla, ajde, naj bo za provat. Dajva za tiste, ki Kokoš trail ne poznajo, povedati, kaj je krajša, kaj je daljša, kaj to pomeni. Ja, no, v bistvu ni nobena prav zares zelo dolga, obe sta bolj kratki, ena je 10, druga je tam enih 16 kilometrov. Pa 600 višincev ima 16-ka, 10-ka pa 400. Tako nekako. Sliši se zelo tekaško vse skupaj. Ja, res, kar tekaška, ja. Ni prav strmih vzponov, tako, kar tekaška. Ti ustreza recimo tovrsten tip tekmovanja? Najbolj mi sicer ustreza prav gorski bolj vzpon, malo bolj strm recimo, da vmes tudi mogoče kaj pohodiš. Samo je pa treba tudi malo delati na hitrosti in posledično tudi kakšno tako tekmo malo bolj hitro. Pride prav pole tudi za klance, no, se mi zdi. Treniraš, se pravi, tudi potem na ravnem za take zadeve, tudi kakšne intervale delaš po ravnem, ali je to vse skupaj začinjeno z višinci, kamor ko greš? Ne, enkrat na teden sem na stadionu, no, skoraj zmeraj. To je pa več ali manj vse od ravnine, no. Saj kakšen iztek je pol tako 10-ka in, ne vem, 200 višincev, ni skozi ogromno višincev, ampak, prav ravnine, prav same ravnine pa tudi ni dosti. Začela sva tako hardcore, ampak glej, če sva že v temle, moraš zdaj ajde, zdaj me res zanima, ne, Anja Mikuš, en tedenski tako malo pregled treningov, kaj delaš recimo, a ne, zdajle pač gorski tekači bojo to poslušali, pa tekačice, pa vsi ostali ravninci tudi, recimo za tak nivo, kot ga ti furaš zdaj, kaj potrebuje tekačica v enem tednu, koliko treningov, koliko kakšnih, res me zanima. Ja, zdaj, tako plane mi sicer pripravlja Lucija Krkoč, tako da jaz se teh planov poskušam čim bolj držati, zdaj ne rata zmeraj vse, včasih pridejo kakšne druge stvari. Načeloma tako, če ni tekme, en klasičen teden je tam 6 do 7 treningov. Zdaj kilometrov višincev, saj ne vem, ne prav toliko gledam, a mislim, da povprečje tam nekje do 70 kilometrov, ni zdaj to ne vem koliko, ke sem tudi bolj na teh kratkih razdaljah, tako da tudi oni daljši teki, noben ni čez 20 kilometrov. Višincev pa različno, zdaj čez zimo sem probala narediti ene par takih,
glih zaradi evropskega, da so imeli vsaj 1000, 1300 višincev nekako v kosi, ampak vmes za tiste dneve, ko delam ven izteke, je pa lahko tudi 200, 300 višincev. Ni vsak dan ogromno tega. Ni vsak dan jurja plus, praviš. Ne, daleč od tega. Tako, ja, in en dan itak, ob torkih, no, po navadi je stadion, delamo kakšne intervale različne, se nas nabere ena skupinca, tekačev. Pol ja, tam za vikend, neka dolžina, se pravi do 20, več ne. Pol pa vmes včasih še kakšen fartlek ali pa kakšni intervali v klanec, tako. To. Če greva na stadion, kakšni intervali pa kako hitri, koliko počitka recimo za gorske tekače pridejo prav? So to 400, so to 800, kaj to kaj drugega? Ja, vse majšno, nekako od 20 naprej, 20 so najkrajše, pa do 1000 recimo, te so bolj pogoste, pol pa sem pa tja pride tudi kakšne 2000 ali pa kakšna piramida. 3 kilometre, 2, 1. Samo tako nisem prav hitra, no. Sploh na teh krajših. Malo mi manjka hitrost, sem bolj kesno prišla v tek in se mi zdi, da prav tiste neke hitrosti ne razvijam, no, več. Ampak tako, zdaj recimo ta teden, ke je tekma, smo delali 10x300. Jaz sem delala tam za ene 58 sekund, pa minuto vmes pavze. To je primer od tega tedna. Ma tako, nisem tako hitra. No, če preračunava 58 za 300, to je kaj, po 3,30 na kilometer, Ja, to sem te čisto na pamet računal, nekaj takega, ne. ja, recimo tako. Ajde. V redu je, kljukica, v redu. Jaz že dolgo nisem tega počenjal, pa tudi ne bom sled. Kaj pa, intervali v klanec, jaz, ke sem bil mulc, sem bral v eni knjigi, da pač intervale v klanec mora delati tudi vsak maratonec in sem začel počenjati. Mlečna kislina, še danes jo čutim. Ja, res mi je bilo grozno, vsakič, ke sem šel, mi je bilo grozno, pa sem samo nekih 200 metrov. Kaj pa ti počneš recimo, koliko ponovitev v kakšen klanec? Ja, zdaj naklona ne vem prav točno, različno, no, malo zmeraj malo iščem nekaj, da je asfalt, če se da, pa je včasih že kar malo problem najti kje v bližini. Ne vem, delala sem zadnjič enkrat 400, pa mislim, da je bilo ene 8 ponovitev. Ampak ko to delam, se mi zmeraj zdi, da mi ne gre. Mislim, tako, se zdi mi počasna sama sebi. Ali Mislim, pa da se to čisto tako počuti na Ja. intervalnem klancu. če ne, pa delala sem zadnjič tudi en fartlek, no. Sicer zdaj ne vem, a je bilo 3 minute hitro, 2 počasi, da grem tako v neki klanec, pa sem šla po cesti gor proti Nanosu, ke je taka asfaltna cesta. Tam se da, no, tako. Nekaj zmeraj probam najti neko tako stvar, da ni prestrma, da še zmeraj se da vsaj nekaj hitrosti in če se le da, da je asfalt, no, tako. Zdaj se mora tole fajn usedeti, ja, vsem, ke so to slišali, da bodo videli, ja, na Nanos je lepa cesta, poznam jo. Nisem še tekel po njej, ker sem še zmeraj po neki pohodniški poti, ampak si predstavljam, da mora biti kar prijetno. Kako ti hendlaš to mlečno kislino, to bolečino? Mislim, moraš biti malo mazohistična, da to pač rada počneš, a? Ne vem, tretja ponovitev, pa še, ne vem, Ja. 5 jih imaš, pa grozno. Kaj si v glavi rečeš? Samo greš, pa nič ne razmišljaš, ali? Ja, čakam oni vrh, ke vem, kaj me čaka gor in tam lep razgled in tako. To je ena taka stvar, ko imam v mislih, čeprav, ne vem, lažje mislim, rajši delam to, kakor pa na stadionu, tisto mi je težje. Mi je težje v krogu se vrteti, se mi zdi, da ni konca. Že ko delamo ogrevine, po navadi ene 3 kilometre, gre počasi. Se pravi, to ni stadion, steza tartan, to ti ni. Ja, mislim, čeprav je lažje tako v skupini, ne, vselej. Malo na ogrevini malo poklepetaš, gre hitreje mimo, pa tako malo za tempo zmeraj dobim voha. To ste gorski tekači, ekipica, ali to ste namešani z vseh koncev? Mešani, ja. Vsi so dobrodošli zmeraj, mislim, fantje so že prej imeli ekipo, že, ne vem, več let, enkrat so me povabili zraven tule iz kluba, ke se malo poznamo. Pa sem se kar našla, no, med njimi, mi je fajn. To govorijo o klubu Nanos pod Nanos? Ja, Nanos pod Nanos. Pa tudi drugi pridejo, no, niso vsi v klubu, tako.
z vseh strani, kdor ima čas, voljo. Spoštovani, spoštovane, Anja Mikuš, to ime ste slišali. Če ste vsaj malo spremljali gorski tek, ne samo, da je tekačica, je reprezentantka, državna prvakinja, dvakratna udeleženka svetovnega prvenstva, udeleženka evropskega prvenstva, zmagovalka slovenskega pokala. Jaz računam, da tudi v reprezentanci na naslednjem evropskem prvenstvu. Kaj si še, Anja, mislim, prosim, dodaj še malo podatkov o svoji biografiji, ki jo tule naštevam. Ja, saj ne vem, saj te glavne so. Ja, letos upam, da tudi pridem zraven, no. Zdaj izbirne tekme najprej, bomo videli, kako bo šlo. Tako da računam, no, na to, če bo vse po sreči. Itak domače okolje letos, mislim, v Sloveniji, tako da nekaj posebnega. Tako da imam željo, ja, biti zraven. Doma si iz Cola v Ajdovščini, drži? Ja, v bližini Cole. Mislim, kaj tam zdaj ena voda teče ali kaj, kakšen zrak je tam, ker vem, da tista okolica tam je porodila že kar nekaj odličnih gorskih tekačev slovenskih, a ni res? Ja, je res. Ja, ne vem, v hribih smo, malo na višini, no, čeprav je pa res, da pa glih to malo zmanjka za delati kakšne višince. Smo že mi toliko visoko, da prav dosti višji ne prideš, no, da bi v enem kosu delal, ne vem, več kot 300 višincev ne naredim, moram se spustiti kam nižji pa pol gor. Se pravi, ti greš tam, kjer si, pri Colu, se pravi, greš dol v dolino, da potem lahko laufaš gor domov. Ja, ja, če narediti kaj več višincev, sigurno, ja. Ker od doma tule res, več kot 300 ne rata, no, v enem kosu. Mislim, saj, glej, za razliko od dolincev, ja, okej, imaš pač to smolo. Mislim, jaz sem nekje sredi, no, jaz sem na 600 višincev, pa grem tudi dol, ampak dol ni toliko spusta, če grem gor, so tam višinci, potem se pa spuščam proti domu in sem ves vesel. Ne, ti moraš iti pa najprej dol, pol se pa vzpenjati proti domu, ja, to je kar. Ali še malo višji gor, zato da imaš tudi malo spusta proti domu. Ja, ma ne, dostikrat pokombiniram, da grem kar po službi, 100 potjo rečem jaz, se ustavim v Ajdovščini, naredim trening, grem gor, dol pa domov. To je še najbolj priročno, no, bom rekla. Kaj še počneš v življenju, Anja Mikuš, vidiš? Tega pa ne vem. Ja, saj ni prav dosti cajta za kaj drugega, no, mislim, to je moja glavna stvar, tako da dopoldne sem v službi, popoldne imam trening, tako, za vikende so dostikrat tekme, v prostem cajtu pa tako, če imam kaj časa, rada kaj ustvarjam, kaj pečem, kakšne sladice in to mi je zadnje cajte kar všeč, da zmeraj kaj novega poskusim. Rada grem tudi kaj v visokogorje, tako, ne samo tekaško, tudi bolj kakor pohodniška varianta. Pa še kulo sem si nabavila lani, no, tako da probam še to čez poletje malo vključiti, da ni samo tek, se mi zdi tudi kar v redu, no, malo pokombinirati. Tako da. To kolo bom še jaz tudi kupil, zato ker bom rekel, brez izjeme govorite o kolesu tako ali pa drugače, ne, tako da očitno je to recept, zato da si pač kompleten tekač. Kje pa delaš drugače, Anja? Delam pa na Krasu v Komnu, v podjetju Male Electric Drives. Tako da imam ene 40 minut vožnje, no, v eno smer. Delam sicer v administraciji, tako da mi je všeč, no, da imam dopoldanski urnik, se mi zdi to kar v redu za pol kombinirati s tekom. V tistih koncih okrog Komna tam pa ni kaj pametnega za teči, ali si tudi kdaj že šla? Ja, pozimi grem, ko je pač tako kratek dan, da iščem pol neke alternative, da vsaj približno po svetlem opravim trening, če ne prav kakšnih klancev, pa tudi tam ni, to je res. Mislim, ti klanci te mučijo, tem ko vse Ja. ostale mučijo, da jih je preveč, a ne, vsi jamrajo. Vprašaj povprečnega maratonca, recimo, ko gre na maraton, pa če mu rečeš, da je 200 višincev, a ne, skoraj dobi napad božjasti, a ne, ker to so pa sami klanci, pri tebi, pri 200 višincih se šele začne. Anja Mikuš, daj mi nekaj povej, no, kako si ti zašla v ta tekaški, gorsko-tekaški šport, sama praviš, da si prišla dokaj pozno, no, da slišimo. Ja, mislim, to me je že dosti ljudi vprašalo, prav nekega jasnega odgovora nimam niti.
Začela vem, da sem tam nekje v srednji šoli po enem drugem ali tretjem letniku, se mi zdi relativno pozno, no. Se ti zdi to glede na to, da Sem mislim, to je bila stara kaj, 16, 17 let? Ja, recimo, ja, ja, kakor vzameš, no, saj eni so še kasneje začeli, to je res, kakšni pa že, mislim, se mi zdi tako, da se pozna, mogoče saj lahko se motim, a tako za kakšno hitrost se mi zdi, da pol nikakor ne pridobim tistega, no, čeprav je pa res, da jo tudi ne toliko delam, da sem enkrat na teden na ravnini, ne morem zdaj pričakovati grozne hitrosti. Samo tako, kot da mi tisto malo manjka, pa ne vem. Mislim, si tekla, mislim, steze, krose, že kaj gorske, kako je bilo? Če, Ma prav prve tekme so bile, mislim, da bolj kakšne ravninske, desetka in tako. Mislim, dobro, prej v šoli, ja, itak smo imeli tiste šolske reči. Ma drugače pa ja, kakšna desetka, pol sem pa slišala za te lokalne primorske gorske teke in pol sem nekako se vsako leto udeležila, ne vem, 2, 3 teke in pol zmeraj več, no, tako. se spomniš svoje prve zmage? Joj, ne. Ne, to je Ne. dobro, to pomeni, da jih Mislim je toliko. Ma ne, ne zato, ma tako, sigurno je bila kakšna od teh primorskih gorskih tekel, ma zdaj kateri točno je bil, pa res ne vem. Nekaj cajta sem se jih pol kar dosti udeleževala, no, zdaj zadnji 2 leti mogoče malo manj, ker grem še na kakšne druge. Ampak vsekakor tam se je nekako začelo vse skupaj. Mislim, začela si teči čisto tako po lastni želji, te je kdo se morda povabil, ke te je videl, da imaš neki talent za vzdržljivost, kako, mislim, ni tako glih običajno, vseeno, da ne vem. Ja. Ma ne, začela sem sama, tule prav po najbližjih poteh, ne vem, 3 kilometre je dolga tista pot, ke se spomnim, da sem jo na začetku tekla. Pol, ke sem pa začela hoditi na te gorske teke, me je pa prav Venčeslav Japelj, malo spodbudil. Kdo drug, ja. Ja. Ja, ker prej nisem nikoli razmišljala o teki, da bi se tako nekaj bolj resno, bolj sistematično ukvarjala. Sem šla pač teč, tudi nisem delala intervalov ali karkoli in to je bilo kar nekaj let tako, no. Po pa me je on enkrat malo spodbudil, je rekel, da če ne bi probala malo trenirati, mogoče in tako pri Luciji, me je v bistvu on povezal pol z Lucijo, no. Tako da ja, pol sem rekla, pač prav, bom probala, kako bo, vzela sem ko en izziv brez nekih pričakovanj. Ona mi je pol začela pripravljati plane, na začetku sem se itak malo lovila, sploh na stadionih, nisem imela tistega občutka, pač ne vem, ti napiše neki, pač čas in tako, ma pol moraš malo videti, ne, kaj to pomeni v praksi. Tako da ja, pol je, ne vem, pol je bil napredek, no, s cajtom, sicer se mi zdi, da tako pri meni ni bil tisti strm napredek, ampak je šlo tako res počasi, tudi počasi smo dodajali kilometre, na začetku sem jih delala, ne vem, 50 na teden, pol smo počasi prišli na 60 in tako. Res neki postopen, no. Se pravi, ves čas si že sodeluješ z Lucijo, kar rekoč? Ja, zdaj ne vem, koliko je, mogoče že kakšne 4 leta, kaj takega. Od takrat, no, ko me je Japelj na enem teki, mislim, da glih na Širokem je bilo to eno leto, poleti. Da me je spodbudil k temu, ma zdaj res ne vem, mogoče ene 4 leta, lahko tudi že kaj več. Ampak si bila najbrž, ne vem, med zelo dobra na tisti tekmi, no, si zmagala, morda bi bila med 3. Ja, takrat sem bila tretja, ma sem imela velik zaostanek. Spomnim se, da je Varineja zmagala, zdaj ne vem, katera je bila druga, ma tudi ena od teh dobrih punc. Jaz sem imela pol kar zaostanek, ampak ja, je rekel tako, da bi lahko probala malo še vključiti kakšne intervale in podobno. Pa sem probala, ne. In je bilo, in dejansko praviš, sicer ne bliskovito, ampak napredek se je začel kazati, se pravi, Ja, ja. ja. Počasen napredek, je pa bil konstanten, no, saj je še zmeraj nekaj, zdaj sicer bolj na tej vzdržljivostni ravni, malo bolj te daljše razdalje, ke jih mogoče nimam toliko rada in sem jih puščala zmeraj malo bolj ob strani, tako da zdaj je mogoče cajt glih malo za napredovati še bolj na tej točki, no. Se pravi, na distancah, malo daljših Ja, ja, tako. raztežajih, ne samo teh kratkih pa zahtevnih pa tako naprej. Ja, tako. Anja Mikuš je
kdaj prvič, ne vem, zmagala, to se pa spomniš, okej, če ne prve, pa kakšne bolj odmevne zmage, recimo, no, ko si zdaj bila že malo bolj uveljavljena na sceni, pa si premagala kakšno od teh tvojih konkurentk, ki so tudi močne. Bolj odmevna po mojem glih lansko državno, ke je bil še tako je bilo, da je bila disciplina gor dol, ke ni glih moja najljubša. Pa še poleti je bilo, poleti po navadi je moja forma najslabša, pozimi najboljša, tako da poleti se bolj s težavo odpravim na tekme. Tako da sem bila lani pol kar malo presenečena in vesela. Ker recimo vzpon, ta državno lani na vzponu Ratitovci mi pa recimo ni šel preveč dobro. Tako da to sem bila pol kar vesela, no. Mislim, državni naslov, vseeno, je bil to tvoj prvi državni naslov, si že kar Ja, povedala? ja, prvi. Definitivno ne zadnji, no, zdaj pa se je pa začelo, zdaj se je pa mislim, ja, ta državna prvenstva vseeno greš na gor, dol, mislim, Ja, to to dvoje, ja, grem. To grem, pol pa je, ko je. ko je bilo na Ratitovcu, si rekla, ni ti šlo? Ratitoc mi ni šel, ne, mislim, takrat je bil tudi toplo, no, to je bil junija. Ma ne vem, že prvi del mi ni šel, lahko sem tudi malo prehitro štartala, spada bolj med tiste proge, ke jaz rečem, da so malo daljše, ne, sicer daljše, tako trajajo malo več kot 1 uro, ampak tam se po navadi že pozna, da me pol malo že zmanjka. Ke sem bolj vajena teh kratkih pod 1 uro in mi tudi bolj odgovarjajo. Tako da pole se mi zdi avtomatsko, ko vem, da je nad 1 uro, sem že malo tako, nisem več toliko, prepričana vase in ja, tam je še treba malo delati, no, tako. Ko si začela trenirati, si rekla, pa začel je prihajati neki napredek, a ti je Lucija kdaj rekla: "Glej, Anja, ti imaš neki talent, ti boš, iz tebe še nekaj bo, glej, čas." Je bilo, ti je vcepila morda kakšno ambicijo, da bi bila v reprezentanci in tako naprej, kamor si seveda potem prišla? Ja, takrat, ko so me prvič vabili zraven, sem bila recimo malo v dvomih. Mislim tako, nisem se glih počutila pripravljeno, bilo je nepričakovano, tako da me je tudi Ana in ostali tekači so me spodbudili, pač naj grem provat, ne, tako da pol sem se Ampak tudi to je bilo odločila. 23, a ne, to je bilo za Izlo. Ja, ja, Ka 23. ampak neke rezultate, kateri rezultati so bili tisti, ki so te pripeljali v ta krog reprezentantk? Zdaj za tisto leto v bistvu ne vem točno, ni bilo prav izbirnih tekem takrat. Ke zdaj recimo letos so, pa lani so tudi bile, tako da tisto leto se spomnim, da me je Edvin Kosovel pole klical. Zdaj ne vem pa točno, od katerih tekem so gledali, no, mogoče že od kakšne sezone prej tudi. Ke ta tekma v Innsbrucku je bila, mislim, da že konec maja pole, je bilo kar hitro, no. Tako da ne vem, takrat mislim, da je bilo tudi tisto leto, da so dali opcijo, da gremo štiri, ke je bilo tudi blizu. In so me pol povabili zraven, no. Pol Katere se so bile ostale 3 v reprezentanci, spomni nas? Šle so, Dominika pa Varineja, pa mogla biti še Lucija, pol je takrat, mislim, da odpovedala, no. Tako da one trije sem bila pol četrta, no, tako. Svetovno prvenstvo, vseeno svetovno prvenstvo, tudi če je v Avstriji, kakorkoli, a ne, daj mi Ja. povej. Mislim, nadela si tisto majico, so ti dali najbrž, mislim, nekaj je posebnega, če se vrtiš v reprezentanco, a ne, to pač. Ja, itak, ja. Mislim, prvič kaj vse na novo, malo je drugače kakor ostale tekme, ke sem jih vajena. Malo bolj tako je čutiti, malo bolj neko tekmovalnost ali pa neko nervozo. Tudi malo je drugačen ta postopek, vse, tisto, ko rečejo call room, ko moraš biti toliko prej noter, opremo so pogledali. Meni se je zdelo tako kar strogo na neki način. Pol pa ja, mislim, štartala sem previdno bolj v ozadju, sem bila pač realna, ne, sem si sama pri sebi že prej rekla, ne, da ne bom pol razočarana, lahko sem zadnja, ne, saj ne veš, kakšni so ostali, kako tečejo. Ma tako, pol sem bila pa zadovoljna, no, mislim, da sem prišla glih v drugo tretjino, na rep druge tretjine tekmovalk, zdaj ne vem, nekaj čez 60. mesto je bilo, ne vem točno. Tako za prvič sem bila zelo zadovoljna, no. Tudi proga mi je takrat kar odgovarjala, ni bila tako dolga, zdaj ne vem, a je bilo malo manj kot 7 kilometrov. Pa ne vem, mogoče 1200 višincev, zdaj nisem prav sigurna.
Pa tako je imela kar strme odseke, kar mi odgovarja, no, tako da je bilo v redu, no. Ampak ko se znajdeš pač, da si pa recimo med najboljšimi na svetu, a ne, pa gledaš malo okrog sebe, si opazovala druge, mislim, pa potem gledala, kaj počnejo, koliko so dobre, govorila s kakšno morda, mislim, v Sloveniji, ja, si velikokrat v ospredju ali pa skoraj zmeraj, a ne, pol pa prideš na malo večji oder, pa vidiš, da tule so pa še punce, ki mogoče ta šport pa res jemljejo smrtno resno, no. Ja, sigurno. Mislim, tako razlike pridejo pol kar velike, ne. Med zmagovalko recimo, če primerjam s sabo, se mi zdi tako kar nepredstavljivo, da bi imela tak čas res, ne vem, lahko 10 minut razlike ali pa. Za eno tako kratko progo je tudi dosti, ne. Samo ja, so pa tudi verjetno malo še bolj resno v tem, ne, zdaj jaz imam to še vseeno ko hobi nekako, ne. Mislim, delam po planu in kolikor se da, ne spet tako resno, no. Verjamem, da trenirajo še več. Mislim, ja, saj najbrž si se pozanimala ali pa si vodila s kakšno, mislim, kakšne kilometraže ali pa kaj počnejo pa te najboljše poleg tega, no, da pač, ne vem, so že na pol profesionalke, no. Ja, mislim, zdaj prav natančno ne vem, sigurno imajo še večje bazene že pozimi ali pa tudi tako na splošno begajo verjetno še več kilometrov. Pa tudi dosti kombinirajo, vidim, še z drugimi športi ali pa vsaj s fitnesom, s kolesom itak dosti. Tako, no. Ali pa tudi s tem turnim smučanjem zdaj vidim, da kar. Točno, ja. Turni smučarji so močna subkategorija med gorskimi tekači, ja, izgleda, ampak če imaš ti zimsko sezono pa pol letno sezono, meni se to je zmeraj zdelo morda prenaporno biti 12 mesecev v formi, recimo, tudi če sta to dva različna športa. Kaj ti misliš? Ja, se strinjam, ja, je kar drugače, no. Vsaj po mojem, ke jaz vseeno sem navajena pol kakšen mesec malo spustiti oziroma saj delam bazo, je tako, je več kilometrov, je manjša intenzivnost, ne, je malo drugače. Zdaj, če imaš dva športa, da kombiniraš, si pa verjetno imaš že toliko več treningov po mojem in tudi več teh tekmovalnih obdobij oziroma več tekem, no, sigurno. Po svoje še bolj naporno lahko. Anja, če bi ti kdo ponudil, bi ti rekel, evo, 2 sezoni, evo, imaš vse plačano, samo s tekom se boš ukvarjala, ni treba hoditi na šiht, ampak moraš pa zdaj trenirati 2-krat na dan, moraš hoditi na masaže, na fitnese, moraš levo, desno. Bi šla v ta špas? Prav tako ne vem, če. Mislim, zveni na prvi vtis lepo, ne, samo, vprašanje pol, kako je to ozadje, ne. Najprej se moraš tudi na to pripraviti, zdaj iz enega treninga iti na vsakodnevna 2 treninga je po mojem kar zalogaj. Pol je pa še tudi malo, kako se na to telo odziva, ne, kakšne poškodbe in to. Zdaj zaenkrat, tako kot delam, je vse v redu, no, nisem imela kakšnih težav. Zdaj pa vprašanje, ne, pol ko malo povečaš intenziteto, lahko, ne vem. Ampak vseeno, mislim, najbrž ima vsak tekmovalec, tekmovalka neke ambicije, recimo biti boljši, a ne, naslednja sezona še boljša. Kako ti gledaš recimo na razvoj svoje kariere doslej pa naprej, mislim, koliko časa bi bila rada še zraven, mislim, lahko tudi neskončno dolgo, ne vem, mislim, tek ti je najbrž integralni del življenja, sigurno, ne, in tudi ko ne boš več tako aktivno tekmovala, boš v njem ostala, mislim, recimo nekaj na to temo, morda tvoji razmisleki. Ja, par let bi rada še ostala približno na tem nivoju, čeprav se pa zavedam, da nekako starejši, ko si, da mogoče se bi mogla malo preusmeriti tudi na te daljše še, ne samo te kratke, ne vem, 40-minutne tekme so res tako, rečem jaz, na šus, neka hitrost. Ta vzdržljivost pa itak opažam, da mi tudi malo manjka, no, tako da jo zdaj vzamem še ko en izziv za naprej, da se probam še v tem malo izboljšati. Čeprav še zmeraj, no, imam rajši te kratke tekme, tako da me v tiste daljše še ne prav vleče. Tako vsaj kakšno, no, tekom sezone zaenkrat, da bi vsake toliko šla odteči, pol pa bomo videli, kako se bo pokazalo, no. Kako so pa tvoji bližnji pa prijatelji pa to takrat sprejeli, da si šla v reprezentanco, da si greš na svetovno prvenstvo? Najbrž
so bili kar veseli pa ponosni pa. Ja, ja, saj so bili, so spremljali malo tiste prenose tudi, ke so bili. Tako no, ne vem, saj grejo tudi drugače na kakšno tekmo vsake toliko starši. Malo zraven, malo pogledat, kako je. Tako da ja, so bili veseli, no. Razumejo tudi kdaj, ko je kaj drugega doma za delati, da me pol kakšen vikend ni, ko je kakšna tekma in tako. No, to je tekma je zmeraj dober izgovor, ja, da ne Ja, moreš tega delati. Da greš lahko od doma, no, super. ja. Ampak glede na to, da si uspešna v tem, kar počneš, najbrž, a ne, tudi oni razumejo, da pač ta hobi je več kot samo recimo zapravljanje časa za to, da se imaš fajn, a ne. Ja, ja, saj vejo, da je to nekako moja rutina, no, že ratala. Da grem na trening, sploh zdaj, ke je zima, pridem pol pozno domov, ker grem takoj po službi. Izgleda tako, kot da pridem domov samo spat, ma saj vejo, ne, da sem bila na treningu vmes in tako. Zdaj, no, ko greš enkrat na svetovno prvenstvo, kar je recimo cilj marsikaterega športnika, tako ali drugače, pa naslednje leto po 24 je bilo potem evropsko, a ne, prvenstvo. Ja. Se ali potem so že kar pričakovanja, da boš tudi v reprezentanci, si se ali itak se moraš spet uvrstiti, se dokazati in tako naprej, ali je bila ta, bom rekel, nastop na svetovnem že dejansko neka vstopnica za Francijo potem? Ma ne, pol leta 24 so bile izbirne tekme. Isto pol lani spet, tako da saj to se mi zdi kar v redu, no, da vidiš tudi sam in da vidijo pol tudi trenerji, ki si približno. Malo se pol še pogovorimo, vprašajo tudi, kaj nameravaš, če nameravaš biti zraven, v kateri disciplini. Tako da eno z drugim, no, tudi pogledajo pa tudi od ostalih tekem, no, sigurno malo rezultate, kar se udeležiš tekom leta, no. Kdo je bil v reprezentanci leta 24 v NSI-ju? Lucija je bila, zato, ne, ona je bila disciplino gor dol, jaz sem bila samo disciplino gor, pa Nuša Mal je bila obe disciplini, tako, kar se tiče članic. Aha, tam ste bile samo 3, zdaj se pa Tri, ja, tako. Kje je bila izbirna tekma oziroma pregledna? Ja, Javornik je bil tule domača tekma, to je bila disciplina gor. Gor dol pa, za gor dol smo imeli pa Škabrijel. So pa organizirali prav s tem namenom, no, mislim, da smo tekli 3 kroge, mislim, da, čez Škabrijel gor in dol. Tista je bila kar težka. Ja, kako ti je šlo takrat? Ja. Ma takrat mislim, da sem bila četrta. Samo pol sem se odločila, no, da bi samo vzpon tekla, zato ker vidim, da je zdaj tudi kar praksa, no, da na evropskih in svetovnih, da je ta disciplina gor dol tudi zmeraj kar dolga, no. Če ni bila tisto leto celo 17, 18 kilometrov, pa se mi je zdela malo predolga zame, no, ker sem delala premalo takih tekov. Tako da pol smo se tako zmenili, no, da sem tekla samo vzpon, tam se počutim tudi malo bolj suvereno, malo bolj, bom rekla, konkurenčno, no, recimo tako. Zadnjič sem govoril s Tomom Šarfom, ko je tudi od NSI-ja govoril, a ne, prejšnjega evropskega prvenstva, letos bo v Sloveniji. To je bilo tvoje, bom rekel, tekmovanje, prvo tekmovanje. Kakšne spomine imaš izpred 2 let na tisto dirko? Tam pač okej, je samo evropska smetana, ampak še vseeno zelo konkurenčna, bova rekla. Ja, ja, skoraj bolj, tako bi rekla, po občutku, da je tam težje priti do neke boljše uvrstitve mogoče. Ker na svetovnem pridejo res vse države, tudi tako bolj, bom rekla, rekreativci, kakor sem jaz. Tule na evropskem se mi zdi, da je pa bolj tako, da pridejo bolj, imam tak občutek, no, kot da so vsi bolj profesionalci, ne vem. Čeprav takrat se spomnim, ja, je bilo kar močno deževje, proga je bila ful blatna. Tisto mi ni šlo najboljše, no, če primerjam z ostalimi temi večjimi tekmami, je bila tista mogoče ena izmed mojih slabših. Se nisem prav znašla v tistih pogojih, dosti blata, dež, sicer je bil mraz, kar mi odgovarja načeloma, samo takrat ni pomagalo, ne vem, dobro, saj kakor izkušnja je bila super, no, to ja. Pa tudi bila je, se mi zdi, kar taka tekaška proga, ni imela prav tistih močnih, klancev, strmih odsekov, kar mi malo manj odgovarja tudi, tako. Imaš kakšen poseben ritual, protokol pred tekmo, si
mislim, dan pred tekmo nervozna, imaš kakšne prehranske protokole, ki si jih moraš držati, kako, a ne, hendlaš, bom rekel, ta pressure, še vseeno, mislim, to so tekme na najvišjem nivoju. Vem, da noben od tebe ne pričakuje medalje morda, ampak vseeno moraš ti od sebe pričakuješ najboljši možni rezultat in kako pa s tem hendlaš, no, tako. Prav kakšne velike, ne vem, kakšnega velikega stresa niti ne občutim. Mogoče tiste zadnje momente pred tekmo, tam, ko se vsi nekaj gužvamo in tako. Prej pa niti ne, no. Dan pred tekmo naredim zmeraj to aktivacijo, par kilometrov, par stopnjevanj. Zdaj prehrana, ne vem, to so itak relativno kratke tekme, še zmeraj ne rabiš glih, ne vem, imeti kakšnega, ko rečejo carboloadinga ali karkoli, kaj preveč. Tako da ne, mogoče je bolj lahko, da jedem zadosti tekočine, ker v osnovi zmeraj premalo pijem, no, tako da to malo pohtam, da ne preveč kakšnih vlaknin jem. To je pa to, no, nič kaj posebnega. Imaš kaj treme, mislim, težko spiš, Ma niti ne, to res ne. Mogoče kdaj, če grem tako v neko neznano okolje, bolj zaradi one vožnje in poti in to, kam mora biti in tako, a prav zaradi same tekme pa niti ne, no, ne bi rekla. No, kakšen je, okej, pol naredite tekmo, potem ta pritisk vseeno se malo sprosti, pol ste gotovo še malo prosti, ne. Kaj počnejo gorski tekači, ko se tekmo zaključi? A grejo žurat na polno in celo noč so pokonci in plešejo po mizah ali grejo na pivo pa spat? Ja, prav kaj dosti ne žuramo. Mislim, tako načeloma itak so te tekme razporejene več dni, ne vem, na svetovnem 4 dni, na evropskem 3 dni. Zdaj ta vzpon, ko sem ga jaz do zdaj zmeraj tekla, je na vrsti prvi tekmovalni dan. Tako da po eni strani je to super, imaš pole fraj, samo hkrati so pa pol še ostali na vrsti, tako da itak pol pomagaš, ne, ke je trail na vrsti, se zmenиш, če je za iti na kakšno to postajo okretno pomagati ali pa tako logistično z njimi, ne vem, na štart ali pa jih počakati v cilj, tako da smo pol kar vpeti v te stvari cel dan ponavadi, kadar je trail. Pol pa odvisno zdaj, kakor letos smo šli mi, prva ekipa domov že prej. Mislim letos, lani v bistvu, 2025 smo šli domov že pred onim uradnim zaključkom en dan prej. Če ne, če smo pa ostali do zaključka, smo šli pa pol še na tisto uradni zaključek, ke se zberejo vse države. Pride tako množično, no, množična udeležba in vseh tekmovalcev in vseh ostalih, ke ponavadi pride to v nekem mestu, v nekem središču. Tako da je kar zanimivo tudi to. Lani ste bili v Španiji. Ja, ja. Kako, evo, zdaj si pa zdaj dala pa 3 prvenstva čez, no. Avstrijskega, francoskega, španskega, zdaj lahko že primerjave delaš. Kje si se najboljše počutila, kje je bil najboljši vibe? Ja, tekmovalno gledano recimo počutila sem se najboljše prav lani. Dobro, tudi pripravljena sem verjetno bila najboljše. Na začetku sem imela tako malo dvome, gremo v Španijo, kakšno bo toplo, bil je septembra in pole par dni prej gledam tam malo, kakšno bo vreme, in mi kaže 2 stopinji, 3 stopinje. Pol sem razmišljala, ja, saj gremo v Pireneje, saj bojo hribi, ne. Tako da smo šli v bundah, bil je res mraz zjutraj, res ene 2 stopinji. Tako da saj za tekmo je to meni super, no, da je mraz. Mislim, da je tisti dan, ko smo šli na ogled proge, je nekje vmes še snežilo. Zdaj ne vem, ali na nadmorski 1500, mogoče kaj višji. Tako da ja, je bilo kar tako presenetljivo, ne, Španija, sneži, okej. A za tekmo je bilo fajn, pole po tekmi naslednji dan kasneje sem se sicer še malo prehladila, ma sem vseeno izkoristila, pol še sem šla drug dan, še okrog pomagati na trail malo in pol si še malo tam pogledati mesto, tako na hitro. Tako da od lani, no, bi rekla, da sem nekako se najboljše počutila tekmovalno. Ma drugače je bilo pa vsako leto lepo, no, vsako leto je svoja izkušnja, zmeraj je kaj drugače. Tako, no. No, pa ja, mislim, ti imaš vse najkrajšo disciplino, ti rabiš 1 uro, oni Ja. reveži na 80 pa ja, Ja, to je tudi cel res, šiht, ja. ja, tako. Ja, je prav drugo, ja.
Mislim, vseeno, da se toliko družiš z ultraši v to, ne. Se vidiš, ne vem, čez leta tudi sebe, da se boš, ne vem, cel dan podila po kakšnih hribih z ruzakom pa s palcami pa tako naprej. Pa prav tako tekmovalno si zaenkrat ne predstavljam tega. Mogoče imam malo premalo izkušenj, jaz sem šel tako malo, komaj lani sem začela sploh probala te hele recimo, da sem pol na tekmi tudi to, tako da nimam dosti izkušenj s tem. Mi je recimo fajn iti v hribe tako poleti za cel dan, brez problema hodim naokoli cel dan, zdaj pa prav tako tekmovalno teči v nekem tempu, neke take razdalje si pa ne predstavljam, no, tako. Tudi jih nisem do zdaj tam kakšno dvajsetko, malo čez 20 mogoče, nekaj višincev. Kaj več pa nisem nikoli, ne vem, sem zmeraj bila na te kratke usmerjena, te so mi tudi všeč in pol se zaenkrat še nisem lotila, no, kakšnih, čeprav ja, ke do kakšnih 30 in to bi še probala zdaj, zdaj več pa ne vem. Bomo videli, malo sproti, kako mi bo šlo. Ja, če si enkrat taka tekmovalka, jaz vem, glej, cel dan pohajati po hribih z ruzakom pa s palcami, saj, taka je večina trelašev, a ne, ki si pripnejo številko, tako da te potolažim, a ne, Ja. bi šel vseeno večino prehitel tudi. Ja, ja, ampak, po drugi strani pa, ja, mislim, prej si rekla rekreativka, ampak mislim, sebe imaš za rekreativko, za športnico, za kako bi sebe predstavila, no, tako ali pa se predstaviš, če te kdo vpraša: "Anja Mikuš, si športnica?" Ma ja, mislim, mogoče rečem športnica, ma saj imam za rekreativko, sigurno, ne, mislim, je vseeno razlika. In kdor je profesionalec, sigurno trenira, ja, dvakrat na dan in še vse ostale stvari zraven, od fizioterapij do še kakšnih drugih športov, tako fitnes, kar poudarjajo, no. Tako da ja, saj imam sigurno za rekreativko, mi je pa zaenkrat, no, mi je zanimivo in v izziv tako malo bolj sistematično, da vidim, koliko lahko napredujem in to mi je všeč, no, malo raziskovati tako vse skupaj. Se ti čez leta, ti treninški programi kaj spreminjajo oziroma se plemenitijo, se dodajajo kilometri, zahtevnost ali še kaj drugače, ne vem, ker najbrž se tudi treninška znanost, bom rekel, spreminja, kaj novega se ugotovi in tako naprej in tvoja trenerka najbrž tudi to vse spremlja. Ma ja, dodajamo predvsem tako malo kilometrine, no. Letos smo rekli, ke je bila baza tam enkrat decembra sem jo delala, smo malo tako se pogovarjale, da bo letos evropsko tudi, bom rekla, zame malo daljše, ke je čez 1 uro, tako da sem pol tudi malo med bazo delala kakšne take, bom rekla, primerljive proge, recimo, da je bilo v višincu, ne vem, 1300, kaj takega, ke sem prejšnja leta mogoče malo manj tega. Zdaj prav kakšnih večjih sprememb pa niti ne, no. Nekako to funkcionira zaenkrat še zmeraj je nekaj napredka, tako da ne vem, če je prav, da bi kaj spreminjala, dokler to še se nekako razvija. Se pravi, zdaj še marec, april, maj, junij bo tako, kot bi mignil, vmes še 2 izbirni tekmi, evropsko sva pri evropskem, sva pri Veliki planini v Sloveniji. Lansko leto si bila seveda na zaključku svetovnega pokala, ne, tudi na Veliki planini, progo poznaš, mi lahko kaj poveš, kakšna je bila tista, kako si ti spotipala situacijo, kje misliš, da imaš zdaj še, luft? Ja, šli smo v bistvu lani že maja meseca na eno ogledno, na ogled proge je bilo organizirano in pol pa ja, po tisti zaključek. Sicer mi ni šel prav preveč fajn, no, bi rekla tako, da me je malo zmanjkalo spet. Tako da zato sem pol tudi probala malo več takih treningov zdaj čez zimo narediti. Mi pa tako prvi 3 kilometri so se mi zdeli najtežji, ke so tam do Svetega Primoža. Saj je ves cajt klanec, tak makadamski, ampak je tak precej tekaški, no. Pole srednji del je pa bolj strm, tako po stezici, tisto mi je pa bolj všeč, mi bolj odgovarja. Po pa ja, za finiš je še tam, čez Malo planino oziroma pol po tistih travnikih se spet malo položi. In pol prav za finiš pa še zadnjih par metrov res strmih gor proti Hradišču.
Tako da tisti srednji del, no, mi je prednost, prvi del mi je malo bolj šibka točka recimo. Tako da, ja, nekaj, saj trenirali smo, zdaj bomo videli. Malo sem delala res več razdalj, dolžine, no, tako da bomo videli. Upam, da se bo kaj poznalo. Če sem prav videl, 1:12 si imela lansko leto? Ja, Ja. nekaj takega, ja. Ja, ni bolje, kakšen dober cajt, mislim, zmagovalka je imela malček, koliko, glih malo nad uro, ne dosti, tako da. Enih 10 Ja. minut sta bile razlike tako in zdaj se Ja, praviš, da pod 1:10 bi se na vsak način dalo teči to, a? Ja, nisem prav razmišljala o cajtih, ja, samo upam, no, da bo uspelo kaj izboljšati, ker se mi zdi, da lani me je pol kar pobralo tam proti koncu. Tako da ja, delala sem v tej smeri, no, da bi kaj izboljšala, zdaj bomo videli. Čaka te izbirna, boš šla na obe izbirni? Ja, na izbirne bom šla na obe, pol bomo videli. Zdaj one še ne niti poznam gor dol, ja nismo še nič si pogledali, tako da sploh vidim tudi, kakšna je proga. Pol pa bomo videli, no, kaj rečejo, kako se zmenimo, če se pač uvrstim in tako. Zdaj, če se ozreš malo, a ne, okej, dajva reči, da tvoja, trenerka Lucija bi, če bo šla v ta špil, sigurno mogla biti zraven. Kdo so pol še tiste, a ne, s katerimi se boš borila za to mesto v reprezentanci, ne vem, Nuša Mali še tukaj, kdo je še potem od teh Ja, kolesarjev? Nuša sigurno, zdaj ne vem, mislim, da je letos Klara Velepec med članicami. Če Klara, seveda. mislim, da ja. Zdaj pa ne vem, lahko da je še kakšna od mladink zdaj tudi med članicami, ne vem točno, kateri letnik je katera. Drugače ja, Nuša, Lucija itak, zdaj pa ne vem, kako so ostale, no, ke so še bile, mogoče Dominika je še bila prej v reprezentanci, ne vem, ali bo tudi ona kaj. Ja, to je pa to po mojem od teh, kar se jih spomnim zdaj iz zadnjih let, no, da so bile zraven. Mogoče pride še kakšna, no, tako. Mislim, da ja, mislim, bo vseeno ni kar samoumevno recimo, a ne, kljub temu, da Ja, si ne, trikrat ne. zapored reprezentantka, da boš tudi letos, ampak dajmo reči, da si na dobri poti, da to postaneš, ampak ja, je mislim, konkurenca je, se ti zdi, da jo je vedno več, da se vedno več punc odloča to, ali je približno ta šport, bom rekel, ves čas enako popularen? Ja, zdaj zadnja leta, ko sem jaz bila zraven, je bilo približno isto, tako v številu, no, članic, malo so se zamenjale med sabo, kakšna gre, kakšna pride. Se mi pa zdi, no, da so te mladinke zdaj, ko prihajajo, kar dobre, tako da perspektiva, no, za naprej. Tako, ne vem, zdaj, ja, lahko bi nas bilo še več, ne, sploh že tako na izbirnih, saj pač pol, kdor pride zraven, pride, samo tako, da imaš s kom tekmovati, no, mogoče bi lahko še kakšen več, sigurno. Bomo videli. Zelo v kratkem, tamle v Kamniku, v začetku aprila boš se dvakrat pomerila, jaz bom to spremljal, seveda, ja. Jaz grem na open dirko na Veliko planino. Moj cilj je, da pridem gor, se pravi, pardon, mi štartamo ob 8, vi ob 10, a ne, če se ne motim, ja. Da jaz pridem v cilj, preden boste vi štartali, a ne, tako. To je moj cilj, a ne. Po 2 uri bo super rezultat, ja, tako pa sigurno bom še koga prehitel, ja, ker sem šel že stavit, za pivo, tako da, bo zanimivo. Kaj ti misliš o tem konceptu, da so še open dirke zraven, da je vse skupaj še malo bolj živahno, saj najbrž na ostalih prvenstvih je bilo tudi tako? Ja, ja, je bilo. Sicer nismo mi videli tega toliko, no, ke so pač druge ure, ampak mislim, da je zmeraj bilo, ja, vsaj kar sem jaz bila. Ma se mi zdi, da je prav, ja, da se omogoči tudi ostalim, tako kakor ena tekma, da imajo možnost teči pač po isti progi. Tako, malo Na tudi, da na samo evropskem prvenstvu. To je ja, edini ja, način, da jaz lahko tečem na evropskem prvenstvu, pa še marsikdo v Sloveniji, tako da grem na open dirko, pa pač to zamučim vsem tistim, ki ne vejo. Ja, da to ja. obstaja, recimo. Saj, ne vem, se ti zdi, ali pa tvoji sodelavci, okej, prijatelji že, ampak tako spremljajo, recimo tvoje dosežke, vejo, kaj je gorski tek, vejo, kaj je pač biti reprezentant. Ja, vidijo, ko kaj objavim ali pa tako, če se kaj pogovarjamo, kaj bomo delali za vikend, rečem, da grem na tekmo, recimo tako.
Ja, tako da približno vejo, ja, po mojem. Mislim, ti tudi čestitajo kdaj, mislim, spremljajo to, pa ti presenetijo s čim ali si mislijo: "Joj." No, ja, ja, rečejo kdaj tako kaj, pohvalijo. Tako, saj lepo, no. Mislim, se strinjam, no, se mi zdi, da okej, zdaj naslednjo prvenstvo evropsko, to mi je Šarf povedal, bo zgolj samo še trail, a ne, poimenovano, se pravi, bo gorski tek znotraj tega velikega trail dežnika, pač saj konec koncev, kako se stvari reče, najbrž niti ni tako pomembno, kaj ti misliš? Ma ne, ni pomembno, kako se reče, upam pa, no, da bojo ohranili iste discipline in tako. Mislim, jaz sem še zmeraj bolj pristaš gorskega teka, pač vzpona, to mi najbolj leži, bom rekla, najbolj odgovarja. Tako da upam, da te stvari ohranijo tako, kakor so zdaj. Zdaj, kakšno je ime, pa mi ni važno. Tako je, offroad, trail, nature running, outdoor running, karkoli že, ja. Važno, da bo discipline ostanejo, verjamem, da bodo, no, saj konkurenca je kar velika, spremljaš tudi svetovno sceno tako ob tem, ke tudi v njej tekmuješ, imaš kakšne recimo vzornice ali pa kaj takega? Ma ne, prav vzornic niti ne. Mislim, spremljam tako kakšne te večje tekme. Malo mi je bilo zanimivo spremljati ta Golden Trail serija, ke je bila. Ma ne prav tako, da bi specifično za koga navijala. Tako mi je zanimivo pogledati malo, kako tečejo. Ali pa Posebej, tam, če je dobra kamera, no, tisto Golden Trail ja, smo vsi gledali, a ne, tisto ja, noro pa, tiste španske dirke, no, mislim, tisto je bilo noro, no, ki je bil Kylian Jornet, pa mislim, no, ja, že ja, dobro. tako malo pogledam, ja, ne pa prav tako, da bi za koga specifično No, saj navijala. imaš prav, saj naj drugi zate navijajo, kaj boš ti za druge, preveč, letošnja sezona, se pravi, prvi del je dejansko usmerjen v evropsko prvenstvo, kaj pa drugi del, že kaj veš, kam bo šla, bo neki to standardni program ali boš še kaj novega dodala? Ja, drugi del so pa pol v bistvu državna, tako da verjetno bom šla tu najprej disciplina gor dol, je široko, kakor je bila lani, predlani. Pol pa spet črna prst letos, ko je bila, mislim, da par let nazaj, tako da tam grem tudi po navadi teč vsako leto. Taka lepa proga, saj je težka, je fajn, ke je strma, mi odgovarja, no. To je pa začetek septembra enkrat. Prva sobota. Ja, mislim, da tako. Kakšen rekord imaš na črni prsti? Ja, lani sem šla najboljši od mojih dosedanjih tekov 1 uro 3 minute in še nekaj, ne vem točno. Tako da vsako leto malo izboljšam, tako da pol grem še rada, da probam še, če se bo še kaj dalo. Ampak ja, bomo videli. Črna prst. Črna prst, ja, poznam, sem bil nekajkrat tam, ja, in potem sem nehal hoditi, ker ni bilo nič boljše. Vsako leto je bilo prvič je bilo najboljše, pol je šlo pa samo še na dol. Mi je bilo pa zmeraj všeč, ke je bila pogostitev dol v domu. Mislim, da so nam kranjske klobase pa zelje dali in to je bilo super. Tega se spomnim, saj ne vem, če je zdaj še isto, ampak to je res tek, ne vem, z najstarejšo tradicijo, se mi zdi, v Sloveniji, gorski. Ja, ja. Ja, tak poseben, mislim, lep, ampak težek. Samo ja, saj so super razgledi. Je pa pol tako, ko veš, da moraš priti še v dolino, si kar utrujen. Se tudi za dol vleče. Pol komaj vidiš, kam si šel, ne, ki si tekel. Mislim, 7 kilometrov 1400 višincev, sem si prav zapomnil. Malo manj, mislim, da je 6,3 kilometrov pa 1300. Nekaj takega. V glavnem 200 na kilometer, več kot 200 na kilometer, to je kar, Ja. to je kar strmo. Mislim, danes bi šel jaz s palicami, ampak na gorskih tekih ni palice, palice niso dovoljene, je tako, ne. Lani so bile na črno prst dovoljene, in sicer prvič, odkar sem jaz tekla, mislim, da sem ene 4-krat tekla, tako da sem bila lani kar presenečena, da so bile dovoljene. Jaz nisem tekla z njimi, mislim, jaz nikoli še nisem tekla s palicami, itak na večini kratkih tekem niti niso dovoljene, mogoče na kakšni vertikali. Tako da jih pol itak avtomatsko ne uporabljam niti na trening in itak, če jih nisi vajen, nima smisla, da greš na tekmo provat, ne, moraš prej probati. Ja, no, ampak to je še čas, to boš pa se Ja. v streli ukvarjala.
Si imela kaj poškodb dosedanji tekaški karieri, kakšno, nepriliko s tem? Ma ne, prav kakšne take poškodbe, da bi me za dlje časa ustavila, ne. Tako, saj včasih kakšna stvar boli, ma mogoče tako par dni ali pa kaj. Nekaj me je matralo recimo ta stopalni lok zdaj skoraj eno leto, ma ne, da ne bi upala teči, samo tako kakšen dan zjutraj sem vstala, tako stopila na nogo, me je zabolelo. Pol sem ugotovila, da so bili eni copati verjetno krivi, sem jih odstranila in pol je šlo samo od sebe, no. Tako da je bilo kar v redu pol. Če ne pa Izvoli. Ja, oprosti, prekinil sem te. ja, ne, sem hotela reči, da če ne me pa bolj po navadi kri matra, to je ena taka stvar, ko sem zmeraj malo glih tam na meji nekih, no, tako da tisto. Anemija hočeš reči, Ja, železo. ja, to. Ma tako nič kritično, no, ma zmeraj tako, pol grem malo potestirat ene dvakrat v letu, da malo vidim, kje sem in tako. Drugače pa ne, zaenkrat nič takega, no. Jemlješ kakšne dodatke, imaš predpisane kakšne železove pripravke ali ne vem? Ja, sem imela že kdaj, no, če je bilo tako malo večje pomanjkanje, so mi kaj predpisali, in če ne pa občasno kakor te dodatke, no, v kakšni tisti manjši obliki, kako se reče. Tako da ja, malo v kombinaciji s C-vitaminom recimo za absorpcijo, tako vsake toliko. Pravijo, da je, mislim, a doktorji pravijo, da je to zaradi športa, zaradi pač, ne vem, genetike, zaradi česa drugega? Ja, nekako smo prišli do zaključka, da vzdržljivostni šport in mogoče, če ima zraven malo slabšo absorpcijo, da je pol to kombinacija, ke pripelje do tega lahko, no. Nič kaj drugega, no, nismo ugotovili, kar sem imela preiskav in tako. Ampak se pa čutiš to tudi sama recimo na počutju, na performansu, če imaš, bom rekel, malo bolj anemične čase, mesece, pa potem, ko pač nekaj dodaš, da se boljše počutiš? Ja, včasih, ke sem imela večja ta pomanjkanja, pa to so bili moji tekaški začetki takrat, ko itak nisem pol vedela, kaj je narobe, takrat sem imela res večja pomanjkanja in pol, ko so mi dali tablete ali pa celo infuzije enkrat, pole se je hitro poznala razlika, sem jo res občutila. Zdaj, ke imam pa ta manjša pomanjkanja, pa ne, to pa ne tako zaznam, no. Ke tudi s tabletami dodaš tako po malo, da ne tako na hitro to opaziš, no, vsaj jaz ne. Kaj pa recimo, glede na to, da je v gorskem teku je znano, da marsikatero dekle ima tudi težave z, bom rekel, s motnjami hranjenja. Si ti prišla kaj v stik s tem, bom rekel, v okolju, v katerem se giblješ med tekačicami, s katerimi si, boš, ne vem, skozi tvoje oči to prisotno, je to problem recimo tudi tega športa? Ma ja, mislim, problem sigurno je, mislim, hitro lahko pride do tega. Zdaj, jaz nisem imela s tem težav, mogoče na začetku sem imela še kakšno kilo več, mislim, preveč za tekača mogoče. Pole sem imela par kil manj, no, mogoče malo tudi na račun, da sem pol začela bolj sistematično trenirati, mogoče kakšen težji trening in tako. Drugače ne vem, no, da bi prav tako specifično vedela, za kaj ne. Je pa res, da te punce, ke tečejo bolj specifično v samovzpone in to, da so dostikrat bolj suhe, recimo jaz ne spadam glih med najbolj suhe tekačice v te klance recimo. Ne vem, tako je, mislim, se ne nekaj obremenjujem s tem ali pa niti poglabljam kaj preveč. Mislim, ni prisotno recimo na sceni to, da bi mogla nekako oziroma da bi sama pri sebi čutila, da moraš še kakšno kilo izgubiti, zato da boš, ne vem, bolj konkurenčna, kaj pa vem. Ma ne, mislim, jaz pri sebi ne tega čutim, niti nočem nič spreminjati, ker že tako glih zaradi te krvi, ke sem že tako malo na meji zmeraj, ne niti pol razmišljam, da bi, se mi zdi, da se pol lahko hitro kaj pozna, če ne delaš prav, če se lotiš na napačen način. Tako da ne vem, se rajši držim tega, kakor je, no. Tako. Ja, lepo povedano, jaz mislim, da bi to sporočilo o tem mogli več govoriti, posebej med mladimi puncami, ki morda, imajo napačne predstave, kaj pomeni biti hiter
kaj pomeni biti lažji, pa boš hitrejši, včasih je glih to kontraproduktivno, ne. Ja, mislim, ne, saj je verjetno, recimo, če gledamo v osnovi, ja, če si lažji, sigurno si hitrejši v klanec, samo, če gledaš pa malo bolj dolgoročno, pa lahko rata problem, no, s tega vidika bolj. Saj vseeno gledam bolj na to tako, da bi rada še dolgo tekla, ne, niso samo rezultati tisti. Kar mi ne pomaga zdaj, da imam, ne vem, 5 kil manj in pol se ne poškodujem ali karkoli. Rajši naj ostane tako, ko je. Se strinjam, pod črto podpišem, če bi lahko izbirala kamorkoli na svetu, bi šla potovat ali pa teč ali pa to, ke te mika iti na kakšen konec sveta, ki ga še nisi videla. Na konec koncev si tudi zaradi tega videla nekaj sveta, kam bi pa še šla? Mikajo me recimo kakšne tekme še v Italiji, bolj zato, ker vem, da je tam tudi tako dobro vzdušje, res tam znajo navijači narediti tisto pravo vzdušje, ko mogoče pri nas včasih malo manjka. In tam je res dosti ljudi, tudi na kakšnem gorskem teki, tako ob progi, pridejo zraven, res so glasni. Tako da že samo zaradi tega vzdušja. Ali pa mogoče kdaj ob priliki še kakšen ta Großglockner, ke pride neka tekma, ke sem tudi malo spremljala. Izgleda tako kar zanimiva, sicer kar težka verjetno. Kaj takega, no, to mi pade na pamet zdaj. Pred leti je bilo svetovno prvenstvo v Argentini, Bi šla v Južno Ameriko? Ja, tudi bi šla. Itak. Nisem pogledal, kje je naslednje svetovno prvenstvo, ti sigurno veš. Pa ja, jaz sem tu že lani enkrat pred svetovnim sem videla en članek, da je pisalo, da bo v Južnoafriški republiki. Če je to res, mislim, da. Ja, pol ni druge, 27, v Južno Afriko, pol še enkrat malo v Azijo, Avstralijo, mislim, zakaj pa ne, a ne. Mislim, saj potuješ rada, kot sem zasledil kakšno fotko na tvojem profilu. Ja, saj, ja, vsake toliko je fajn malo, da še vidiš malo sveta. Niti ni nujno, da samo kakor skozi tekaške oči, skozi tekmo, tudi tako na splošno. Ampak ko greš za potovat tako za v prostem času, greš vseeno na destinacijo, kamor greš, ne vem, tudi malo poteč. Ja, imam s sabo opremo, pol pa kakor je cajta, prilike, vsaj kaj malega. Saj če tečeš, v bistvu tako dosti vidiš, no, skozi to, da se ne samo pelješ, ne vem, z avtobusom, z vlakom. Če tečeš, v bistvu vidiš še več, ne. Imaš kakšen spomin s kakšne destinacije, kakšnega kraja, velemesta, kjer si bila, pa si šla teč, pa je bilo res zapomljivo, ja. Ja, nazadnje, kar sem bila, je bilo v Italiji, sicer v Napoliju, ni toliko daleč. Tam sem šla malo poteč, no, sicer zdaj že ene 2 leti nazaj po moje. A tako je zanimivo, vidiš malo na drugačen način, no, da nisi oni klasičen turist, da greš še malo tako. V New Yorku si tekla? Ne, tam pa nisem, tam smo bili premalo časa. Ni bilo časa? Ne. V New Yorku pa res ni časa, ja, tam je pa Ja. 14 ur na dan lahko hodiš okrog, ja. No, tako da imaš priliko še kdaj iti. Bi šla na kakšen cestni tek, če bi tako te kdo povabil, ne, ali pa na polmaraton ali pa kaj takega, no, ali si že šla morda? Ja, nekaj sem šla, čeprav zdaj glih planiram, no, zaenkrat ni recimo, no, da bom šla zdaj na Jesenice, na to desetko še. To je zdajle, drug teden, da? Ja, drug teden, ja. V bistvu zdaj čez zimo sem bila malo na ravninskih tekmah tam na Hrvaškem, ke pride ta zimska liga, tako da nekako, če hočem pol teči kakšno ravninsko tekmo še, se mi zdi glih zdaj še najbolj idealen cajt, ke pol, ko sem malo bolj v gorskih tekih, se mi zdi, gre malo ta hitrost vseeno proč. Tako da je zdaj še idealna prilika, no, tako da verjetno bom šla to teč, ke je tudi proga uradno izmerjena, ne, tako da sem rekla, da bi enkrat odtekla eno desetko tako uradno, ali kako bi rekla. Rahlo je valovita, zelo rahlo, ja, pa vsaj, če se jaz spomnim, pa obrneš potem na pol pa greš nazaj, tako da se srečuješ, ampak je pa hitra, je pa kar hitra, no. Je pa hitra. Priporočam, no, tam od športne dvorane, potem ob obvoznici pa, no, mislim avtocesti, tako da luštno, evo, luštno otvoritev. Škoda, ja, tale epizoda, spoštovani, spoštovane, je
jo poslušate, ko je te tekme že konec, tako da lahko greste pogledat, s kakšno razliko je Anja Mikuš zmagala, recimo med ženskami. To sem zdaj napovedal, no, pa da vidimo, če se bo zgodilo. Evo, bomo pol preverili po jeseniškem teku pomladnem, ja, ki bo otvoril še pomladno sezono na Gorenjskem, pa da vidimo, ja, desetka. No, kakšen bi bil recimo zate dober čas na 10, evo, še to te malo sprovociram. Ja, ne vem, lani sem tekla eno desetko v Umagu, no, tako. Pa je bila malo krajša kot 10, pihala je pa močna burja, tako da jaz sem pol rekla: "Okej, tu se pogliha, recimo, da je bilo desetka in sem tekla tam 38, 23." Tako da če bo zdaj kaj takega, bo v redu. Ne, nimam prav občutka, zdaj sem tekla, ja, te ravninske, so bile vse tako 6, 7 kilometrov, ne, je vseeno toliko krajša. Tako da če se ne bom preveč zagnala v štartih, ke to ponavadi naredim, če me ne bo preveč teplo pole recimo, da bo kaj takega ratalo. Ni Ne, pa nujno, ne. bo super, glej, boš videla, na obratu boš točno videla pol, koliko so tvoje konkurentke za tabo, tako da boš videla, koliko še dodati, kaj še narediti, tako da ne dvomim, evo, da bo to super. Hrvaško si omenila, zdaj si že kar nekaj zim si hodila dol, kje si našla to hrvaško zimsko ligo? Ja, tu so moji sotekači našli že par let pred mano, pol so me povabili zraven, mislim, so me spodbudili k temu, pol sem rekla, mislim, da 4 leta nazaj, ja, da sem zdaj 4 sezone že naredila. Takrat sem rekla: "Okej, grem na eno tekmo, ke je kratka, naj bo." Ma pol sem šla, no, pol me je kar povleklo, malo tako fajn družba, tudi tam dol organizatorji so fajn, vzdušje je fajn, zmenimo se zmeraj za prevoz, tako se nas najde ene par skupaj. Nekaj je skočilo? V redu? Spet nisem slišal. Nekaj, samo tako nadaljuj. Ja, en klic. Okej, nič hudega, nič hudega, nič hudega. Saj bova kmalu zaključila, boš lahko klicala nazaj, tako da, povej mi, kdo je zdaj še v klubu Š D Nanos, Podnanos, kdo so taka imena, ja, ki jih morda slovenska publika pozna, kar nekaj vem, da sem jih že imel v tem podcastu, ampak daj še ti povej, no, tako da jih malo jih omenimo vsaj, no. Ja, Lucija je sigurno prvo ime. Ja, zdaj drugače ne vem prav, teh mojih sotekačev je kar nekaj, sicer so zdaj vsi bolj tako rekreativno, no. Prav drugače Tratniki so, ne, Petra, Marko, sigurno. Tudi dosti otrok je zdaj, no, ke jih ima Lucija pa Pierica, jih imajo na čez. Mislim, da jih je kar nekaj, ke trenirajo tam, no, tako da upam, da bo kaj, da bojo tudi naprej ostali, da pridejo do članskih. Tako, pa Klementina mislim, da je v našem klubu. Ja, saj nas je kar dosti, malo eni bolj aktivni, eni manj, tako. V reprezentanci pa poleg, Boštjana Novaka, ki je selektor, tudi še stari Kosovel, ima še vpliv, tudi on je ostaja Ja. v tem športu še vedno, ja. Ja, ja. Edvin, večni Edvin. Kaj pa, se kdaj Mitja, pojavi, morda pride kaj pogledat, on vem, da je pač zaključil s tem že nekaj časa nazaj, pa vseeno, no, saj on je bil neka legenda. Ja, je že bil, mislim, da je bil lani glih na enem tem primorskem gorskem teku, na Gradiškem po mojem, da so bili, vsi skupaj, tudi otroci, da so tekli. Mislim, da na Gradiškem, ja, se pravi, ja, to je že leto nazaj skoraj. Tako da ja, včasih pride, ja. No, veš, tako tudi po koncu kariere potem, ja, pol delaš druge stvari, pol pa prideš malo za dušo še polavfati, tisto, kar si Ja. včasih počel za res eno temo. Anja Mikuš, potem te jaz pustim, tvojim obveznostim moraš še nujno obdelati, a ne. Ker sem zasledil, pa se to te moram vprašati, kako sem ugotovil, da si ta pravega testa recimo za ta šport, pa še za kaj drugega, ne. Ko sem prebral, da si porabila 750 ur klekljanja za eno čipko, 50x50, in jaz pač nimam pojma o tem, pa sem se malo šel podučiti, je pol metra krat pol metra je gromozanska čipka pravzaprav, a ne. 750 ur pa, spoštovani, spoštovane, je, če bi to delali nepretrgoma, več kot en mesec, no, tako da boste vedeli, ne. 14 ur na dan, ja, krat 30, 31, pa pridete en mesec, nepretrgoma lahko delate, pa boste mogoče, me ne boste, Anja, dohiteli, ker mislim, daj mi povej še okrog tega,
Okrog tega, mislim, hobija se še pečaš s tem? Ne, malo je zmanjkalo cajta za to, zdaj zadnje 2 leti recimo. Saj mi je včasih pol malo žal, ne, ker to je bil kar moj dolgoletni hobi, tako že kakor otroci v osnovni šoli smo imeli krožek, pol sem malo nadaljevala še v srednji šoli, tako da sem šla kdaj zraven. Tako no, mislim, saj na prvi vtis je prav neki drugačen hobi, čeprav kakšne vzporednice se pa da, potegniti in iz teka in iz klekljanja, ne, že neka ta organiziranost, natančnost, potrpežljivost, vztrajnost, to so vse stvari, ki jih moraš imeti in pri teki in tudi pri teh ročnih spretnostih, ke za en tak izdelek, je kar dosti ur, ja, mislim, dobro, več kot en mesec, ja, če bi delal nepretrgoma, v bistvu, ke delaš po malo, je pol to lahko len tudi 2, lahko 3 za en izdelek, tako da je kar Mislim, moraš kar v dobi smo, ko pač zahtevamo instant rezultate, človek bi najraje že lavfačil 3-krat pa bil pripravljen za dirko, a ne. Kaj šele, da bi se z enim izdelkom, kot je neka čipka, ukvarjal več kot leto, 2 leti, mislim, noro. Mislim, to res moraš imeti neki dolgoročni pogled na to, res je napredek počasen. Ne vem, koliko časa pa naenkrat lahko to počneš, da ne vem, uro, 2, ne vem, si ne predstavljam, ne. Kako Ja, si? kakor krožek, mislim, da smo imeli po 2 šolski uri, če se ne motim. Pol smo pa še kaj doma recimo, tako kdaj za vikend, dobro, bolj pozimi, ko je krajši dan. Tako, saj je ena, bom rekla, oblika sproščanja na neki način. Saj moraš zraven tudi razmišljati, kaj delaš, ne, ni kar tako. In ja, malo ta fina motorika, tako da za otroke, tako ko smo bili mlajši, v začetku osnovne šole, je bilo to kar tako fajn. Tudi da pridobiš tisto, da znaš sedeti pri miru 1 uro in tisto delati, ne, tudi to je po svoje za otroke recimo, je kar tako, da se navadijo, no, tega. Ni slabo. Mislim, jaz si ne predstavljam do naših mulcev, da bi imeli toliko zicledra, da bi ne 2 uri skupaj, pa ne 10 minut nekaj počenjali, ne da bi se začeli že dolgočasiti. Kaj šele, da bi to delali iz dneva v dan, mislim, res noro. Ne vem, ti si koliko let si bila tam v društvu, tam 17 let, v šipkarski šoli? Saj ne vem točno. Ja, od začetka osnovne šole, se pravi, ja, več kot 10 let. Več kot 10 let sigurno, ja. Pa so prihajali še potem novi pa mlajši, pa je pritok? Ja, ja, je kar aktivno. Mislim, da glih zadnjič smo se dobili na kup, za en projekt neki, ke je pa letos mislim, da 160-letnica, če sem si prav zapomnila, delovanja te čipkarske šole Idrija, ne, ke je pole izvaja te krožke recimo po šolah. Tako da ja, je kar. Tudi in otrok in tudi starejših, mogoče upokojencev in tako imajo razne delavnice. Je kar naval, no, še zmeraj. Doma imaš zdajle, bi lahko takoj začela nekaj klekljati, material imaš, orodje imaš, to lahko Ja, ja, že, nekaj še imam, ja. Mislim, izgubiš tudi občutek ali je to tako, ke da s kolesom se vozi, to zmeraj znaš, lahko že delaš, če bi hotel? Ma, neke osnove znaš, no, zdaj pol kakšne one malo bolj zapletene stvari, ke jih mogoče nisi toliko pogosto delal, je pa pol že kar malo za razmišljati, no, tako. Grejo malo iz spomina, samo verjetno hitro prideš nazaj, no, po tolikih, če si toliko cajta nekaj delal. To imaš to ne delaš glih na pamet, to v nekem načrtu delaš, si predstavljam, ne, klekljaš ali kako to Ja, izgleda? mislim, poleg ko si že toliko noter v tem, delaš lahko na pamet, ja, drugače pa obstajajo načrti, tako da če se naučiš pole brati načrte, kaj pomeni kakšen znak, kakšna črta, pole lahko delaš po tistem, ja. Pa se lahko tudi zafrkneš vmes, mislim, to si ne predstavljam, da se zmedeš, kaj moraš potem narediti, mislim. Ja, pol moraš podirati, to je najslabši del. Se ti je velikokrat zgodilo kaj takega? Ja, na začetku sigurno, ali pa tudi, če ni zadosti natančno narejeno, zadosti lepo, tudi treba hoditi, tudi če je pravilno, ampak ni estetsko v redu. Mislim, to je res, temu se reče, mislim, če to zmoreš, pol zmoreš lavfati, ne vem,
maraton Rikverc v Klanjci, treba res malo, to si ne predstavljam. Mislim res dobro, res, mislim, ta zavzetost pa potrpežljivost, sem gledal kdaj kakšen prispevek, kakšen dokumentarec gledaš, pa si rečeš, okej, to babice delajo, ne, ne toliko mlade punce pa, ampak ja, moraš biti res zavzet in, kje imaš vse te svoje izdelke, no, jih imaš doma, si jih, ne vem, so to kje drugje, komu podariš, saj ne vem. Ma ja, večina doma, nekaj sem dala v okvirje ali pa pod to šipo, ke pride na mizi, pod steklo. Kakšne pa tudi za darila, ja, če sem tako namensko delala. Za kakšne sorodnike recimo, tako. Mislim, to je drugače, so drage stvari glede na to, koliko dela gre v, Ja, to je res, ja. če bi mislim, sicer vseh teh ur ne moreš zaračunati, a ne, ker je bilo Ja, preveč, mislim, ampak to je težko, ja. Zdaj, če bi hotel prodati po neki ceni, kakor si recimo uro vložil, je malo težko prodaš. se pa to ne da, bom rekel, simulirati strojno z mašino, to pač je treba na roke delati ali kako. Ja, to je treba na roke, ja. Obstajajo sicer prav različne verzije, tudi, ne vem, v Italiji imajo prav drugi način, kar sem tako videla enkrat, druge tehnike in vse. Ampak je ročno, ja. Ročno delo. Mislim, noro. 50x50, to mislim, a to je največja, kar si jih naredila najbrž, ne? Ja, mislim, da ja. Ta je bila zadnja po mojem prav v sklopu čipkarske šole. Mislim, kakšen občutek mora biti po 750 uri, ko narediš zadnji vozel. Ja. Pa si vzameš cajt najprej za opazovanje, vse pregledaš, malo poslikaš. In potem to daš na mizo in daš čez, ja, steklo in vsem poveš, da si to ti naredila, ker ljudje tega sploh ne znajo ceniti. Jaz tudi ne bi si predstavljal, ampak saj pravim, sem prišel še to prebrati in rekel, te moram vprašati okrog tega, ker se mi zdi res fascinantno, no. Fascinantno, da mislim, tako kot, ne vem, ljudje, ki sestavljajo iz vžigalic kakšne velike stvari ali pa delajo mandale s ampak tisto pol spihajo vse, vse ostane nekaj, iz kakšnega, samo še to mi povej, to je zelo ta cvirnata vrvica iz kakšnega, Ja, sicer lahko je različno, načeloma je bombaž, mislim, da, pol so pa različne debeline, no, od tistih najbolj tenkih, za te zahtevnejše čipke, figure, ali pa do tistih debelejših za začetnike, ke je malo lažje. Pol včasih se dela pa tudi s kakšnimi drugimi, kakšen lan recimo sem videla že, pa tako. zdaj boš ziher bila na čipkarskem festivalu v Idriji, potem boš šla zdaj na trail v Idrijo počasi, še to, ja, veš, tja te tudi lahko povabili zdaj, ko si taka Enkrat sem A si bila. bila? A si bila? In? Kako se ti Na je zdelo? Ma v redu, mislim, to je bilo bolj moji tekaški začetki. Sem šla na tisto 14, čipka trail, pa takrat Seveda. se mi je zdel kar dolg, no, takrat nisem imela toliko kilometrov in tako. Ampak dobro, sem prišla do cilja, no. No, zdaj, ko boš šla naslednjič, ja, pol boš dobila najbrž kakšno čipko, ko boš zmagala, pol boš rekla, kdo je to delal, mislim, joj. Ne, hecam se. Anja Mikuš, res, zanimive stvari počneš, ja, bom rekel, pa kolikor časa si pač v tem športu, si že pustila vtis, jaz verjamem, da letos na evropskem prvenstvu, ja, ga boš tudi, no, jaz ti želim seveda najprej hitro, uspešen Coco Strel. Hvala, ja. Potem Upava, da potem Kamnik, seveda, da to razturiš, pa da se potem vidimo 5. junija na Veliki planini, no, to pa nekaj posebnega, no. ja. To bo nekaj posebnega, tudi jaz mislim, da bo veliko gledalcev, veliko ljudi prišlo to pogledat in da bodo naredili pravo slovensko vzdušje, kot se mora, da se sliši, naj se ve, a ne, da boš pač spodbujena tudi na ta način, no, tako. Ja, upam, da ja, da bo dosti ljudi, no, da bo vzdušje tisto pravo. To slišali ste zdaj. Ja, če ne boste tekli, malo da ste gor naslikate, pridite z gondolo pa se vidimo na Veliki planini. Pozdrav, kako se reče, v Col, na Col, Nacol. na Col. Ja, ja.
Daj mi še kakšno besedo ajdovsko nauči, ki jo nobeden ne pozna, ki jo vsi ostali, za katero besedo izustiš, recimo v kateremkoli drugem delu Slovenije, pa ne vejo, kaj pomeni, evo, kakšno tako mi še povej, evo, za zaključek. Ojej, Kakšno specifično besedo, ki jo uporabljate, pa bog pomagaj, a ne. Ja, Ljubljančani pa Gorenjci nimajo pojma, o čem govorite. no, ja, zdaj si me dobil, zdaj se ne bom tako spomnila hitro. Sem te Ja. dobil, a ne. Da sem te dobil. Ja. Takoj se boš spomnila, takoj ko bova nehala, se boš spomnila nekaj, ali boš nekaj rekla. Samo na koncu povej, prej si čevlje omenila, samo to me še zanima, katero znamko čevljev uporablja, Anja Mikuš, evo. Ma za gorski tek sem kar na Salomonu, že ves cajt. Vedel sem, da boš to rekla. Ja, to mi odgovarja, tako da pol niti ne nekaj drugega preveravim. Večinoma, no, večino copatov te znam. Anja Mikuš, uspešno sezono ti želim, jaz se bom naučil eno ajdovsko besedo, bom že našel. In ko boš prišla na Veliko planino, bom jaz pač upam že tam nekje na pivu, se bom to zadrl, ja, tako, evo, da te spodbudim še v zadnjih 300 metrov. Lep vikend še naprej, hvala ti za tvoj čas in srečno. Ja, hvala tudi tebi za povabilo.